opozarjamo prebivalstvo glede ukrepov, kako naj se obnašajo v času vročinskih valov. No, za začetek moram povedati, da so v svetu in pri nas narejene številne projekcije in sicer bodo v naslednjih letih, pa tudi letos, vročinski valovi vse bolj pogosti, bojo trajali dlje in jih bo več po številu. To so naredili, projekcije so naredili meteorologi, je pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa smo naredili nekaj raziskav, ki so nam pokazale, da je bilo leto 2015 najbolj vroče in tudi pri nas v Sloveniji so nekako je bilo malo število tistih, ki so bolj umirali kot običajno včasih, v času vročinskih valov, in sicer med starejšimi, to se pravi starimi od 75 plus let, in pa tistimi s kroničnimi srčno-žilnimi obolenji. No, v letu 2017 je raziskava pokazala, da je ta večja umrljivost pri nas v Sloveniji padla. To lahko pripišemo večji ozaveščenosti ljudi glede vedenja v času vročinskih valov. Zdaj, na kaj mi opozarjamo? Najpomembnejša je hidracija, najpomembnejša je pitje vode, priporočamo vodo. Nekako količine so za starejše ljudi nekako okrog 2 litra do 3 litre, medtem ko za otroke okrog 1 litra vode na dan. Priporočamo, da pijete v intervalih, ne pa naenkrat velike količine vode, pa potem nič. In priporočamo tudi, da poslušate sebe, kajti vsi imamo center za termoregulacijo, ki nam pove, kdaj potrebujemo vodo in sicer žejo. Zdaj, ogrožene skupine so predvsem starejši ljudi, tukaj apeliramo, da poskrbite za starejše ljudi, kajti njihov ta termoregulacijski center je oslabljen pri njih in jih moramo kar malo siliti, oziroma jih vezati, naj pijejo vodo. Lepo je, če priskrbimo pač količino vode in spomnimo, da naj na vsake toliko časa vodo tudi spijejo. Potem je potrebno poskrbeti tudi za naše najmlajše. Otroci namreč ne morejo poskrbeti sami zase, zato jih primerno hidriramo. Voda je potrebna zaradi tega, ker se v času velikih temperatur znojenje poveča in izhlapeva iz naše kože, in tako nas tudi hladi in zato moramo uživati velike količine vode. Zdaj, najranljivejše skupine so poleg starejših še tisti s kroničnimi srčno-žilnimi obolenji, s kroničnimi dihalnimi obolenji, potem tisti, ki imajo sladkorno bolezen, tako tipa 1 kot tipa 2. Pri njih se ta fiziološki mehanizem, ki nas hladi z znojenjem, nekoliko spremeni in telo ne more tako oddajati toplote kot pri nas zdravih ljudeh. Zato je nevarnost dehidracije večja in zapleti po dehidraciji so pač lahko zelo hudi. Zato za te ogrožene skupine posebej poskrbimo, oziroma če smo bolniki, posebej pazimo na znake, ki pač povejo, da je telo dehidrirano. Potem so tukaj še drugi ukrepi, recimo, da smo pravilno oblečeni, čeprav se to sliši zelo vsakdanje, pa niti ni tako vsakdanje, namreč ugotovili so v svetu, so tudi študije narejene, da svetle barve oblačil in pa naravni materiali, kot so 100% bombaž, potem recimo lan, omogočajo boljše znojenje in sklajenje telesa. Potem glede zadrževanja na toploti je zelo dobro znano, da so zelo
pregoreta, tako imenovano pregoreta mesta, središče mest. Namreč tam v središčih mest temperature zelo porastejo, veliko bolj kot na podeželju, ker je precej betona, asfalta, ki vsekavajo toploto in jo tudi sevajo. Tako da so središča mest veliko toplejša in če se že zadržujemo ob najhujših vročinah v mestu, poiščemo kakšen vodnjak, da se osvežimo. Bolje je pa, da gremo v času največjih temperatur v naravo ali pa smo v klimatiziranem stanovanju. Zdaj, če klimatiziranega stanovanja nimamo, to je kar velik zalogaj za denarnice in za vse ni dosegljivo klimatizirano stanovanje, se v tem času lahko umaknemo, lahko celo v nakupovalni centre, ker je klima urejena, vsaj toliko časa, da se naše telo spočije. Po svetu imajo že klimatizirane telovadnice, mislim, da pri nas to še ni moderno, pa nas to še v prihodnosti čaka, tako da se ljudje lahko spočijejo v teh prostorih. Glede, zdaj, če imate še kakšno vprašanje. Kaj se zgodi, če ne upoštevamo teh navodil? Ja, zgodi se lahko, lahko pride najhujša je dehidracija. To je zgoščevanje krvi in posledice zgoščevanja krvi so lahko kar hude. Namreč lahko pride do tvorjenja strdkov in pa te strdki se lahko pridejo do srca, lahko povzročajo srčni infarkt, možgansko kap, potem lahko je tudi pride, če se predolgo zadržujemo pri peki, lahko pride do toplotnega udara. To je v bistvu najhujši zaplet in posledice so lahko tudi smrt. Zato, če čutimo slabost, nemoč, nekako zmedenost, veliko žejo, takoj v senco in ne fizične aktivnosti. Takoj se usedemo, popijemo vodo. Če je zmedenost že zelo velika, je najbolje, da pokličemo zdravnika, pač 112, če so te znaki že zelo evidentni. Zdaj, verjetno so v teh dneh najbolj izpostavljeni delavci. Tako je, na prostem, ne? Delavci na prostem so v teh dneh najbolj izpostavljeni, to so predvsem kakšni gradbeniki, še posebej v mestih. Delajo v okolju, kjer je precej betona in to še poviša tisto obremenitev telesa, zato svetujemo, naj delata vsaj dva skupaj, če se eden izmed njiju slabo počuti, da mu drugi lahko pomaga. Potem svetujemo seveda absolutno zaščitno obleko, to pomeni kapo, pokrivala za tilnik in ušesa, ter zaščitno celotno opremo proti pripeki. Pa seveda uživanje vode še enkrat, to je najbolj pomembno. Zdaj tukaj bi še povedala, da odsvetujemo uživanje alkohola, kave, glaziranih pijač in sladkih pijač, ker v bistvu še bolj pospešijo odvajanje vode iz telesa.